Torej, lep pozdrav na današnji okrogli mizi Mobilnost študentov, kaj ponuja Evropska unija. Okrogla miza se odvija v okviru projekta EU-City, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin, izvaja pa ga kulturno-izobraževalno društvo PINE iz Kopra. V našem imenu, v imenu PINE, nas lepo pozdravljam. Moje ime je Borut Jerman, na PINI sem programski vodja in podpredsednik. Z mano pa pozdravljam na tej okrogli mizi tudi na moji skrajni desni Hano Halilagić, študentko na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, ki je prišla v Slovenijo študirati iz Bosne. Na moji desni Mojco Marič, magistrsko študento sociologije in slovenščine na Filozofski fakulteti, ki je pa nekaj časa preživela v tujini, na študiju v tujini. In na moji levi gospoda Žarka Markoviča, svetovalca, svetovalca iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Usposabljanje in delo v tujini je med mladimi čedalje bolj priljubljeno, kažejo podatki. S katerimi ovirami so se tisti, ki so se v tujino odpravili, srečevali in kakšne prednosti jim delo oziroma usposabljanje v tujini prineslo. To bo nekako okvir, o katerem se bomo danes pogovarjali. Začeli bi pa s kratkim videom, ki prikazuje, katere pomembne stvari so za mlade iskalce zaposlitve v tujini. Kakšni so tvoji načrti v življenju? Se ti niti ne sanja? Možnosti je na pretek. Da, prvi korak iz šole ali gimnazije v svet dela je res težak. Vendar moraš za dober začetek vedeti samo, kje in kako se lotiti zadeve. Morda si kot Peter. Kakšna je njegova zgodba? Pri 16 letih je začel iskati zaposlitev v svoji državi. Kar je dejansko potreboval, so bile informacije, napotki, priložnosti za usposabljanje in dostop do delodajalcev. Dobre možnosti zanj so bili zasebne kadrovske agencije in javni zavodi za zaposlovanje JZZ. JZZ so dejansko koristni, če iščeš pomoč prek spleta ali po telefonu, ali če se osebno zglasiš pri njih, saj je v njihovi mreži več kot 5000 uradov v 31 državah po vsej Evropi. Poleg tega imajo ekipo svetovalcev EURES, ki ti lahko pomagajo, če bi se raje zaposlil v drugi državi EU. V takem primeru si bolj kot Gabriela, ki se je pri 18 letih odločila, da želi delati v tujini. Projekt Tvoja prva zaposlitev EURES je bil kot nalašč zanjo, saj je namenjen pomoči mladim pri iskanju zaposlitve v drugih državah v Evropi. Program ponuja usklajevanje profilov iskalcev zaposlitve z obstoječimi prostimi delovnimi mesti v podjetjih v drugih državah, pomoč pri izpolnjevanju vlog, nasvete za razgovore in tako dalje. Delno ti lahko krije tudi potne stroške, ki jih imaš zaradi razgovora ali selitve v tujino zaradi zaposlitve. Ali pa morda preprosto želiš nekaj več, kot vse življenje garati za nekoga drugega. Potem si kot Sara, ki se je že pri 17 letih videla kot podjetnico in imela odlične zamisli za svoje podjetje. Vendar je najprej želela pridobiti nekaj znanja in izkušenj na delovnem mestu v MSP, majhnem in srednje velikem podjetju, kar naj bi bila odskočna deska za ustanovitev lastnega podjetja v prihodnosti. Sara je v svoji državi spoznala nekatere resnično koristne programe, ki obstajajo tudi drugje po Evropi. Ti programi ponujajo različne vrste podpore, vključno z dostopom do morebitnih delodajalcev in priložnosti financiranja, kot je mikrofinanciranje. Pa se vrnimo k tebi. So te številne možnosti, ki so ti na voljo, navdušile? Dobro, saj trg dela v Evropi resnično potrebuje tvoje znanje in sposobnosti, zamisli in energijo, ne glede na tvoje ozadje, izkušnje ali izobrazbo. Torej, kaj čakaš? Ne obotavljaj se, naredi prvi korak v svojo prihodnost. Tvoja prva zaposlitev je bližje, kot si misliš. Tako, ta kratek video nas dejansko popelje, glede na to, da smo na fakulteti na konec študija, torej v obdobje, ko
se išče prva zaposlitev in mogoče bomo tudi danes tukaj štartali s konca. Preden se bomo s Hano in Mojco pogovorili o študiju v tujini, bi besedo podal gospodu Markoviču, da nam predstavi EURES, kaj dela, kakšne so možnosti zaposlitve v tujini, predvsem pa kakšne so spremembe na trgu dela v tujini v teh zelo dinamičnih in hitro spreminjajočih se časih. Hvala. Pa pravzaprav najprej hvala za povabilo sem, da imam to priložnost nekaj povedati o EURES-u. Dejansko je ob milijon evropskih institucij EURES ena resnično tistih, ki deluje. Denarja sicer ne pokuri toliko tako, da ni tako atraktivna za vse ostale, ampak preko EURES-a se zaposlujejo dejansko milijoni preko različnih evropskih držav. In če je bilo izhodišče, da za začetek je važno samo dobiti odgovor, kje in kako, kje dobiti informacije, evo me. Eno od tistih virov informacij sem tukaj. Zdaj pa, če smo se začeli tu, kako je po koncu študija za zaposlitev, bi jaz rekel, jaz ne bi čakal do konca študija. Namreč prva stvar, ki se je pri zaposlovanju mladih v zadnjih 10, morda 15 letih v Evropi radikalno spremenila, je prehod iz šole v zaposlitev. Namreč v mojih časih je veljalo, pridno študiraj, mama bo vesela, čim prej prinesi diplomo in potem te bojo komaj čakali, da se bojo zaposlili. Danes pa to ne velja več. Danes mame še zmeraj komaj čakajo, da vi diplomirate, tudi moja žena, moje otroke fejst prganja, da čim prej diplomirajo, oziroma ena je, hvala Bogu. Ampak za tistih, ki končajo z 10 in imajo odlične študijske uspehe, pa nobene delovne dobe, so potem pridni, ki končajo na zavodu za zaposlovanje. Danes je velja drugačno pravilo. Skozi med študijem delaj, ohrani stik s trgom dela, po možnosti z tisto povezavo, kaj študiraš, tudi če študiraš kakšno leto, 2 ali pa 3 več. Ampak skozi prehod v šoli že v študiju, v delu in potem se enostavno lahko zaposliš. To je mogoče tista prva pomembna zadeva, katera se je v trgu spremenila. Ker mladi pa so v Evropski uniji prva ciljna skupina, ki jih delodajalci iščejo. Ne samo zaradi tega, ker je tudi brezposelnost po eni strani večja, ampak delodajalci iščejo pravzaprav, če sem pošten, 2 skupine. Ena skupina so mladi talenti, z več ali manj, seveda, bolj so želeni z več izkušnjami, druga skupina so pa izkušeni eksperti. Te eksperti, se pravi tisti, ki imate že 5 let ali pa imajo 5 let delovnih izkušenj. Druga stvar, katero bi v tej prehodu bi res zelo poudaril, je, vse izkušnje štejejo. Ni važno v kakšni obliki. Delodajalce prav malo briga, a ste vi delali preko študentskega servisa, a ste bili zaposleni, a ste delali v družinskem podjetju, a ste fušali, ali ste delali na črno. To njega ne zanima. V njega delodajalce zanima, kaj ste delali, kaj ste naučili in predvsem, a ste se vi identificirali s tem delom. In tretja stvar, ki je mogoče danes zelo pomembna. Če za Slovenijo povem, iz Slovenije mladi diplomanti, ki odhajajo v tujino, samo 1/3 jih dela v tisti stroki, ki jo je študirala. 2/3 delajo drugo. Lahko je meni reči, ker sem sociolog in sociologi smo znani kot univerzalni neznalice, ampak poklic ni to, kaj si se izobraževal. Poklic je to, kaj delaš. In s svojo izobrazbo jo cepimo na tisto delo. Svojo izobrazbo cepimo na delo, ki ga upravljamo. To je naš poklic. In recimo, najboljša kuharica v Sloveniji, ki je med top 10 po enih kriterijih, Ana Roš, je politologinja. Vrlo važno, kaj je ona študirala. Je pa prinesla širino iz študija. Zaradi tega študirate tisto, kaj študirate z veseljem, ampak delate pa tudi to, kaj vas veseli. Če pa ne delate ravno tega, kar se veseli, ne se sekirate. Čist vsako delovno mesto je na koncu narejeno to, vsi ga mi ustvarimo po svoji meri. Midva sva študirala različno, če naj dajo delati na isto delovno mesto, bova čez 1 leto delala popolnoma različne stvari. Ker bova midva naredila delovno mesto in najn delodajalec bo videl. Njemu bo dal delati tisto, kar on rad dela in kjer je dober in pri meni drugač. Ne bo naj zajebaval pa menjal. Upeva. No, zdaj pa mogoče samo še o EURES-u. Prav veliko vam ne bom nakladal, kakšna institucija je to. Tele zloženke so noter, ki so vse informacije. EURES je mogoče
najbolj smiselno takole pogledati, danes v elektronskih časih seveda boste raje pogledali na splet. Tule so vse informacije o prostih delovnih mest, dnevno jih je zdaj objavljenih znotraj Evropske unije okrog 1 850 do 2 milijona, zdaj pred veliko močjo jih je 1 850, pred slabim mesecem jih je bilo pa 2 milijona. Po različnih državah, največ jih ima Velika Britanija, najmanj Bolgarija, Velika Britanija okrog 450 tisoč, Bolgarija 57, Slovenija okrog 900. Druga stvar, kar je pomembno za vas, je na kakšen način se prijaviti in najti zaposlitev. Namreč iskanje zaposlitve so posod je glih, pa posod je malo različno. In specifike v življenju in delu je, da se lahko dobite tiste majhne informacije, kaj je specifika za kakšno državo, da vam ne spodrsne na bananinem olupku. Več boste verjetno naše kolegice povedale, kakšne težave čakajo. In tretja stvar, mogoče najbolj ključno, je jezik. V vseh obstajajo urbani miti, da ni treba znati na Nizozemskem, Skandinaviji domačega jezika, da z angleščino brez težav prideš skozi ja ali pa ne. Načeloma se res lahko dogovoriš, ampak delodajalci govorijo domači jezik. Recimo dosti delam jaz z Avstrijci, v turizmu za prvej duš vsak hotelir govori angleško. Ko so iskali nove sodelavce, tudi za tiste, ki nimajo stika s strankami, recimo v kuhinji ali pa za sobarico, pogovarjali so se izključno v nemščini. Na Švedskom je rekla moja kolegica, sicer je Avstrijka, in prav, v manjših krajih, to je pokrajina Dalarma, to je 400-600 km od severno od Štokholma, v našem mestu noben ne govori angleško. Tako da, mogoče je angleščina univerzalna, ampak praviloma govori domači jezik. Zdaj pa jaz končal, ker bo mogoče se raje kasneje z konkretnimi zgodbami zraven vključil, če bo treba. Najlepša hvala, gospod Markovič. Sedaj bi pa besedo predal našima dvema študentkama. Vsaka ima svojo izkušnjo. Hana je prišla študirati v Slovenijo, Mojca je pa šla študirati v tujino. Mogoče bi začel s tabo, Mojca. Zanima me, zakaj si se odločila za študij v tujini, kam si se podala študirati, kakšne so bile recimo pozitivne izkušnje in morda tudi kakšne ovire oziroma negativne izkušnje pri poti od zamisli do tega, da si dejansko stopila na letalo ali pa na vlak ali pa v avto in odšla v tujino. V bistvu sem jaz opravljala pol leta Erasmus izmenjavo, in sicer v Nemčiji. Odločila sem se zaradi tega, ker sem v bistvu pišem magistrsko nalogo in sem šla v Nemčijo na oddelek, ki je sicer mednarodni in vse res poteka v angleščini, tako da pač v tem primeru nisem potrebovala znati nemščine, ker sem tam pač v bistvu začela pisati magistrsko nalogo in tam imela tudi somentorja, ki je strokovnjak za področje, s katerim se ukvarjam v magistrski nalogi. V bistvu je bila izjemno pozitivna izkušnja na večjih plateh, zaradi tega, ker spoznaš nek drugi sistem študija, mogoče imaš druga predavanja, dobiš druge vidike znanja. Po drugi strani je pa tudi osebna izkušnja, zaradi tega, ker se soočiš z nekim tujim okoljem, spoznaš mnogo novih ljudi. In jaz bi pač opisala v kratkem kot izjemno pozitivno izkušnjo. So tu pa tam sigurno izzivi, tudi sam sebe soočiš z novimi izzivi, kot ne vem, da spregovoriš tuj jezik, da premagaš neke birokratske in podobne ovire, ampak v splošnem je izjemno pozitivna izkušnja, ki ti veliko prinese in ti vsekakor obogati tudi nadaljnjo pot. Zanima me prav dejansko, pač, glede na to, da smo tukaj med študenti in študentkami in morda kdo razmišlja, pa ste bili, pa planirate odhod v tujino, zanima me konkretno, kako izgleda to. Pač stopiš do mednarodne pisarne na fakulteti, se dogovori z mentorji, recimo, katere so stvari, na katere bi upozorila potencialne študente? Ja, prvo, kar je treba preveriti, če sta sklenjena sporazuma med univerzo članico v tujini in univerzo, iz katere prihajaš. Zaradi tega, ker če tega sporazuma ni, moraš mednarodni pisarni zaprositi, da se ta sporazum sklene in podpisati ga morata obe članici univerzi.
Na to moraš v bistvu pripraviti learning agreement, moraš biti pozoren tudi na roke, do katerega časa ga oddati. Ta learning agreement se lahko potem tudi spremeni, ampak bistveno je, da imaš dovolj točk za obdobje, v katerega želiš iti študirati v tujino, zaradi tega, ker od tega je tudi odvisno, če potem dobiš štipendijo, ki ti sigurno pri tem študiju pomaga finančno. Potem pa je pač predvsem pomembno, da dobiš te podpise in da se tudi, recimo, če upravljaš v mojem primeru magistrsko nalogo, da najdeš tudi nekega mentorja, če upravljaš izpite, da se tudi pozanimaš, koliko izpitov se ti priznava, recimo potem v Sloveniji, ker mnogi študenti imajo potem recimo tudi probleme glede priznavanja izpitov doma, da se ujemajo. Torej moraš se povezati za profesorji v tujini in v Sloveniji. Super. Če ima morda kdo izmed vas vprašanje, prosim, dajte si jih zapisati, zapomniti. Bomo najprej naredili en krog z vsemi udeleženci, potem pa, glede na to, da nas ni ravno v velikem številu, bi stvar peljali bolj neformalno, tako da če se vam porodi kakršnokoli vprašanje, komentar, dajte kar dvigniti roko in bomo kar sproti o tem razpravljali. Cilj oziroma namen te okrogle mize je tudi, da vi, če imate kakršnokoli potrebo po informacijah, poskušate danes tukaj izvedeti čim več. Hvala, Mojca. Hanna, tvoja izkušnja je pa drugačna. Ti si iz druge države prišla študirati v Slovenijo. Kako je izgledalo, kakšni so bili tvoje, kako je bila tvoja ideja, zakaj si se odločila v Slovenijo, kako je izgledalo to in kako se imaš tukaj, oziroma kaj je tisto, kar bi izpostavila, bodi si v pozitivu, bodi si v negativu od te odločitve. Pozdravljeni. Po koncu srednje šole sem si brala nekaj na internetu, kaj potrebujem za vpis na fakultetu v Maribor. Sam jih klicala v referat, sem jih vprašala, kaj se rabim od papirologije. Pač sem prišla, sem se aplicirala, kasneje so me pa sprejeli in sem bila ful vesela zaradi tega. Odločila sam se zaradi tega, ker je boljše, pač nova je stavba, novo je vse, boljši je študij kot pri nas. Recimo tukaj v Sloveniji vi imate študentske bone in imate pravicu na delo, recimo včasih, ko študirate. Mi recimo v Bosni to nimamo in to je pač problem, recimo problem je s financijama. Ko sem prišla prvič, jezik je bil problem. Včasih je zdaj tudi, ampak gre včasih. Na začetku sem imela ful težav, pač nisem se mogla snaći nikako. Ali sošolci so me prihvatili, profesori tudi su bili ful prijazni. In zdaj pozitivne izkušnje, spoznala sam ful veliko ljudi, po moje, ne vem, mislim, kako da vam pišem, vse nekako boljše, prijatnija je okolina, predavanja su zelo so dobra, tudi vaje, seminari, recimo lahko vprašaš profesora za govorilne ure, obstajajo govorilne ure, tako da lahko prideš profesoru, če te nekaj zanima, če ti nekaj ni jasno, da ti pojasni. Profesori su tudi otvoreni za študente, recimo bilo kad, če nekaj rabiš, samo ih vprašaš. Zdaj, na negativne izkušnje, nisem še prišla nisem imela negativne izkušnje, tako da... Mislim, nisi imela nikakršne, recimo, te birokratske ovire, kar se tiče samo upisa, pa prihoda, pa dovoljenja za bivanje, pa ni bilo nobenih negativnih izkušenj? Vse tako gladko. Torej, po neki pač logiki je v Evropski uniji to še lažje, prehodom med države članicami, glede na to, da pač, koliko let je od tega, ko si ti prišla v Slovenijo? 6 meseci. Super, čestitke za slovenščino.
Recimo naslednja stvar, ki me zanima, če imamo kdorkoli izmed vas vprašanje, lahko kar dvigne roko, če ne bom jaz kar nadaljeval. Veliko je govora o pomenu kompetenc oziroma dviga kompetenc. Kaj se vam še naprejšnjo vprašanje režem? Mojca je opisala ta postopek od zamisli do tega, da se sedeš na letalo, kar se tiče programa Erasmus+. Ne, Erasmus, mene pa zanima, če ima kdo kakve informacije oziroma kje se da to zavedati. Ne na Erasmus, ampak za sam magisterij v tujini. Ti končaš tu, dobiš diplomo, zdaj pa bi račel na magisterij v tujini. Kak je postopek pri tej zadevi? Od zamisli, od iskanja fakultete, do iskanja programa, do tega, da se sedeš na letalo. Pa če ima kdo nekako, če bi znal to opisati? Jaz recimo lahko povem, kako recimo poteka za magisterski študij recimo na univerzi članici, kjer sem jaz bila v Münstru. Imajo pač v bistvu tako, da imajo točno rok, do kdaj se prijaviš, moraš napisati motivacijsko pismo, pa priložiti diplomo in rezultate, potem pa pač imaš točno napisane postopke, kako dalje te sprejemajo. Recimo na oddelku, kjer sem jaz bila, recimo, te tudi sprejmejo, recimo jaz sem bila na antropološkem, čeprav študiram sociologijo, te sprejmejo, pa potem recimo moraš v prvem letniku pač dodatni izpit narediti, kjer dopolnilno znanje. Torej, ponavadi je tako, no, mislim, da če nimaš točno z tistega področja, moraš kakšne diferencialne izpite narediti. Ja, dobro, to je pač redno vsakega faksa odvisno. In pri tem, ker je od vsakega faksa odvisno, se sreča z milijon problemi, pa me zanima, kdo tu v Mariboru, v Sloveniji, je pa oseba, ki ima informacije. Zdaj, Žarko, vi ste rekli, da imate na Euresu informacije za glede iskanja zaposlitve, Me zanima, kdo pa je tukaj, kjer se lahko obrneš na njega z vsemi informacijami, ki se tičejo vpisa na magisterij. Mislim, da to pač večinoma spada na področje dela mednarodnih pisarn, posameznih fakultet. Je pa, bo rekel, nek samostojni študij na tujem visokošolskem zavodu, predvsem stvar, kot si že omenil, visokošolskega zavoda sam. Dejansko različne države, različne univerze imajo različne pogoje za vpis tujih študentov. Če si ti vpisan, če bi ti recimo študiral, delal doktorski študij na univerzi v Mariboru, potem pač padeš pod program Erasmus oziroma Erasmus Plus oziroma mobilnost študentov in so neke centralizirane evropske institucije, ki za to skrbijo, oziroma agencije v Sloveniji. V tem primeru je to CNEPIUS in MOVIT, zavod MOVIT. Ta dva zavoda koordinirata zdaj po novem program Erasmus Plus, prej je bilo to razdeljeno na Youth in Action oziroma Mladi v akciji in potem vseživljenjsko učenje. Kar se pa tiče samostojnega študija, pa jaz mislim, da pač sigurno lahko ti morda pomaga tudi na CNEPIUS-u oziroma na mednarodnih pisarnah, bodisi domače fakultete ali pa fakultete oziroma univerze, katera je tvoja potencijalna odločitev za nadaljnji študij. Torej, če ti recimo identificiraš neko univerzo oziroma fakulteto v Angliji, pač stopiš v kontakt z njihovim referatom oziroma mednarodno pisarno. Pa mislim, da v Evropski uniji je dovoljeno oziroma se stimulira prehod študentov oziroma mobilnost študentov, ni niti več toliko ovir. Morda res edina ovira je jezik, ker potem nimajo vse fakultete študijskih programov v angleščini. Recimo, pač imajo študijske programe narejene v jeziku okolja. Formalno je celo še korak dlje. Nobena država ne sme omejevati vpisa tujih študentov v redne študije s tem, da je dovolj mest za svoje. To se najbolj se je zgodilo tu na Bananinem Lupak, so stopili Avstrijci, ker se je v Salzburški medicinski fakulteti vpisalo 90% Nemcev. In potem si dejansko prve informacije so direktno študijska smer, kamor želiš študirati, tako kot je bolj rekel, v fakulteti oziroma univerzi, kamor želiš. Naša mreža EURES vam tu lahko pomaga dejansko s temi 850 svetovalci, da vas v takem slučaju jaz usmerim kar direktno na mojega kolega v tisti državi, v kateri, kamor želite iti. Ker če me vprašate, kako se študira na univerzi v Uppsali, vam ne znam povedati. Sem pa pripričan, da pa moja kolegica v tistem mestu vam bo pa znala povedati vsaj, kje so kontaktne osebe, kje so kontaktne točke. Tako da tu smo mi tista deloma podporna mreža, nismo pa osnovna mreža za izobraževanje, ker kljub vsemu osnovno smo usmerjeni pa v
zaposlovanje in povezovanje delodajalcev in trgov dela med državami. Tako da to je en del, ki vam lahko ta naša mreža pomaga. Drugo je pa deloma izmenjave študentskih praks, katere je pa zelo različno po državah. Recimo germanski prostor ima teh študentskih praks izjemno malo, zaradi tega, ker oni na vseh stopnjah izobraževanja dejansko do neke mere izvajajo vajeniški sistem, kar pomeni povsod da se učiš nasprotno kot butalski kovač, skozi študiraš tako, da delaš konkretne stvari in na koncu študija si zaradi prakse, ki jo upravljaš skozi med študijem, si veliko bolj že tudi kompetentno usposobljen za tista dela, ki jih upravljaš. Več je pa drugače teh praks eventualno potem na primerljivih smereh, kot so v drugih državah, recimo Velika Britanija, skandinavske države. Tako da, če te konkretno zanima, recimo, čeprav razumem, si proti koncu študija in bi rad nadaljeval študij na neki drugi univerzi, pač, če si že identificiral univerzo oziroma fakulteto, kar stopi v kontakt z njimi in potem pač bojo ti oni najboljše vedeti. S kom točno? Z fakulteto, z referatom, ki te zanima, ne? Ja, kaj pa potem, ko recimo ti dobiš tam izobrazbo, kakorkoli, ne? Kdo v Sloveniji pa bi ti lahko dal na svet glede samega programa, vse pa so pa ima različne programe, ne? In primerljivost programa v Sloveniji oziroma priznavanje izobrazbe v Sloveniji. Torej nostrificiranje diplome, ne? Lahko jaz to dam, kar konc predstavitve. Ravno zaradi tega vprašanja, ko ste rekli, eni knariki so centri. S tem, da to boste zelo težko dobili za vse države vnaprej, primerljivo, zaradi tega, ker države priznajo potem za te poklice, kateri izobrazbi v eni državi je enakovredna izobrazba iz ene druge države. Recimo, če nekdo diplomira v Angliji na nek študijskem programu, potem, če se poskušaš zaposliti, je važno, da veš, kateri izobrazbi, kateremu študijskem programu v Sloveniji je ta študijski program iz tujine enakovreden, zaradi tega, da konec koncev, da znaš ti in pa delodajalci ovrednotiti, za katero delovno mesto lahko konkuriraš, ali pa obratno, če si v Sloveniji diplomiral v enem programu, kateremu študijskemu programu v Portugalskem ali pa Avstriji je ta tvoja diploma enakovredna, da ti in delodajalec veš, da se znaš ovrednotiti kaj. In to je ta center Eni Knarik. Za vse študijske programe boš pa zelo težko dobil te odgovore vnaprej. Zaradi tega, ker ta center dejansko preverja že študijski program, ki je zaključen. Splača se pogledati na spletne strani, Eni Knarik je svetovna mreža, se pravi, za čisto vse pridejo v poštev, ker na spletnih straneh imajo pa že objavljene tiste preverjanja diplom, katere so že preverjali in imajo status uradnega dokumenta. Tudi se pravi, če ga že imaš, diplomo ni treba še enkrat spraševati, zaradi tega, ker je že objavljeno. In tam pogledati, če je tisti program že preveden, potem lahko zveš, da je narejen. Drugače pa enostavno vsi zavodi za zaposlovanje v Evropi imajo, pri nas imamo CIPSE, v Nemčiji, pa Avstriji imajo BICE, Beruf informacijskih centrov, poklicni informacijski center, da tam dobiš te informacije in potem dejansko pa enega fiksne mreže, ki bi vam pa na tem dala vse podatke, kako se prevajajo eni poklici ali pa drugega, tega pa dejansko ni, ker je pa preveč izobraževalnih programov v celi Evropi. Torej, tebe zanima, kak je z tem konkretnim programom v tujini, pošlješ na recenter, če oni vejo kaj o tem in oni ti pa odpišejo, da se to potem ugotavlja, ko ti že imaš diplomo. Ne ravno čisto takole. Tam na njihovi spletni strani pogledajte, če že je objavljeno. Če je ta program že preveden, že objavljen, zaradi tega, ker je ali v eni ali v drugi državi. Drugače so pa poklicni informacijski centri. Nekaj boste dobili v teh pravih informacij, drugače imate pa povsod tudi programe, kateri vam povejo,
katera izobrazba, kateri poklic in potem enostavno treba je pogledati, na pladnju ne boste dobili čisto vseh odgovorov. In tudi pač iz izkušenj osebnih od kolegov, ki so recimo bili soočeni s podobnimi situacijami, je tako da tudi odvisno, kako misliš ti potem naprej v življenju, kaj misliš to diplomo početi. Recimo, če je potencialna zaposlitev v javnem sektorju oziroma nadaljevanje študija, recimo tle v akademskih sferah, je nostrifikacija oziroma nujna. Če potem to gospodarstvo ni toliko pomembno, kaj ti bolj je pomemben ta diploma supplement, katere predmete si dejansko pač ti tekom študija pač imel in predelal in potem pač v gospodarstvu načeloma ne potrebujejo nostrificirane diplome za priznati neke kompetence. Vrednotenje se zdaj. Vrednotenje. Smo vsaj delom odgovorili na to. Ja. Jaz bi pač nadaljeval razpravo v smer teh kompetenc. Kompetence so tak pojem, ki se zadnje čase veliko sliši o njemu. Ne vem, če sploh, ko slišimo pojem kompetence, sploh vsi vemo ali pa enako dojemamo, kaj to sploh je. Zato sem jaz tukaj pač na straneh Evropskega socialnega sklada pridobil neko definicijo oziroma neko približek definicije. In sicer kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja in pa drugo. Kažejo to, kar dejansko lahko naredite, obenem pa tudi vaš odnos do dela. Kompetence se kažejo v uspešno upravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. Torej so pač na nek način kompetence več kot znanja, veščine, več kot mogoče tisto, kar lahko vpišemo v nek Europass CV kot to, kar smo v življenju počeli. Na vas, gospod Markovič, se obračam s vprašanjem, kako je to v praksi. Kako recimo nekdo, ki preživi čas recimo študija ali pa dela v tujini, prakse tujini, dokazuje kompetence oziroma kako delodajalci, kakšne so dokazila oziroma na kakšen način preverjajo te kompetence? Ja. Hvala, da si prevedel, prebral, zaradi tega, ker kompetence so danes vsi govorijo o kompetencah, zaradi tega, ker vključujejo tako znanje kot tudi vedenje. Se pravi, kako ti to svoje znanje uporabljaš. Delodajalci danes, če se vrnem mogoče korak nazaj, iščejo pravzaprav tako imenovane te kompetence. Eno kompetenco zelo globoko, ki jo res zelo dobro obvladaš in vsaj dva področja, z katerega imaš nekaj malega pojma, se pravi, da se lahko s strokovnjakom za drugega področja vsaj pogovarjaš o teh kompetencah. Delodajalci pravzaprav iščejo na dva načina danes kompetence. Največkrat je to, poskušajo ga razumeti, zaslutiti iz življenjepisa. Življenjepis oziroma ta Europass je zelo priročno orodje za prvo grobo selekcijo, da veš, koga daš na en kup, koga na drug kup. Od tam naprej pa delodajalci zelo pogosto preverjajo na dva načina. Prvi je intervju in za intervjujev bojo že zelo hitro videli, kako opravljaš kakšna dela, najprej, a ga sploh razumeš, se popolnoma identificiraš s tem delom, to je zelo pomembno. Tudi če ne znaš, če se identificiraš, da ga razumeš, jaz se tu najdem. Ne? Drugo pa konkretno je zelo pogosto, praviloma so dejansko kar za zahtevnejša delovna mesta, tako tudi po 3 krogi prijav. Prvi je formalna prijava, pošlješ tisto prijavo, jo dobiš potem odgovor nazaj ali ne. Drugi je ta intervju in tretji je potem poglobljeni intervju. Lahko je pred dejansko to hearing ali pa dobiš kar konkretne naloge za narediti, kako boš naredil to nalogo, izdelek, te poskušajo malenkost tudi sfrustrirati, da vidijo, kako se znajdeš in odreagiraš v stresni situaciji. V glavnem zelo veliko ocenjujejo tako, kot znanje pridobiš, znanje znaš povedati takole. Ampak skozi te trše ali mehke metode pa ugotavljajo tvoje vedenje. Kako narediš, kako se vedeš v situaciji, se pravi to, bi rekel, emocionalni del. In intervju, preizkus, domača naloga, izdelek
To so pravzaprav načini. Bi pa še eno stvar opozoril. Tule v takih stvarih se pa res splača na teh naših straneh v življenju in delu za različne države preveriti, kako so v različnih državah, se prijaviti, kaj so ta načini, tudi na kakšen način upravljajo te mehki del razgovorov delodajalci. Ponekod postavljajo veliko takih tricky question, kako se boš znajdu, drugi so zelo, zelo mehki, tretji imajo različne in za različne države se splača to prebrati, preštudirati, da se pripraviš na tiste običajne načine, ki funkcionirajo v različnih državah. Kot je omenila Mojca, mogoče celo v povezavi s tvojim vprašanjem, nekatere univerze oziroma fakultete imajo intervjuje tudi glede potem pri sprejemanju študentov, tako da je morda tudi to dobro preveriti, kako poteka sam upis v izobraževalne smeri. Mojca in Hana, z vajne strani me pa zanima, dejansko, če bi opisali vajno izkušnjo za študijem v tujini skozi fokus kompetenc, torej na neki osebnostni ravni, poleg tistega, kar redno izobraževanje bi mi prineslo, katere so stvari, ki se vam zdi, da vam je ta izkušnja doprinesla? Meni osebno se mi zdi, da predvsem neko, mogoče tudi sigurnost v tujem okolju, da se znaš znajti, da govoriš recimo tuj jezik, zaradi tega, ker si soočen ga govoriti v tistem okolju. Definitivno tudi mogoče pač znotraj, zdaj to je čisto odvisno, verjetno tudi od države, v katero greš in na fakulteto, na katero se odločiš, da greš. Meni pač osebno je bilo tudi to izkušnja, pač neka nova kompetenca, ker sem šla malo na drugi program, soroden sicer mojemu, ampak sigurno se razširijo neka področja znanja in tudi glede na upravljene izpite lahko potem recimo tudi rečeš, da v bistvu je malo širše gledano, tako da to je tisto, kar bi jaz pač izpostavila kot odgovor. Hana, kaj bi ti izpostavila? Pač jaz se strinjam s tabo, kaj si rekla, da tak spoznaš tuje okolje, naučiš novi jezik, spoznaš nove ljudje, naučiš se obnašati v novem okolju. Tudi recimo tak včasih, ko greš skozi študij, se ti kao oseba se sam razviješ, nekaj novo naučiš o sebi in začneš razmišljati, možda tudi študij spremeni tvoj način razmišljanja na nekatere stvari, obnašanja tudi. Tudi naučiš recimo delati, mislim v mojem primeru na medicini, mi imamo zadnja 3 letnika, delamo na kliničnem centru in učimo, mislim, v tihu smo z bolnikom in se naučimo, kako da se obnašamo, kako da pristopimo bolniku. Po moje to zelo dobro zadeva. Torej nek skupek nekih izkušenj, ki potem doprinesu tudi k osebnostnemu razvoju in to potem pač na nek način doprinese tudi potem k komunikaciji z potencialnimi delodajalci. Glede na to, da se nahajamo v prostorih filozofske fakultete in kolikor vem, zasedamo prostor predavanja socialne psihologije in tudi mislim, da večina izmed vas so študenti sociologije, če se ne motim, bi mogoče malo to debato razširil, se ne toliko osredotočil več na same možnosti oziroma potenciale, bi podprl dve zanimivi vprašanji. In tle bi pač najprej slišal seveda mnenje gostov, potem morda tudi vaše. In sicer na nek paradoks, ki se mi poraja že nekaj časa, ko razmišljamo o študiju oziroma o zaposlovanju v tujini. In sicer veliko je govora o mobilnosti. Mobilnost je percepirana in predstavljena kot pozitiven pojem, torej mobilnost bodi si študentov, bodi si delavcev. Po drugi strani pa je veliko govora tudi o tako imenovanem begu možganov, torej o izseljevanju nekega potenciala intelektualnega v tujino, ki naj bi bežalo iz rodne grude in potem pač ves ta potencial, ki je bil pridobljen v domačem izobraževalnem sistemu, nesla v tujino. Zanima me mnenje tukaj gostov in tudi vas, kje je meja med tem, ko je mobilnost pozitiven pojem in kje, po vašem mnenju, kje se to prelevi potem v tako imenovanih beg možganov. Morda bi začel s tabo, Hana, z zelo preprostim vprašanjem. Ti svojo profesionalno pot vidiš v Sloveniji ali se misliš potem vrniti v Bosno, ko zaključiš izobraževanje?
Ja, jaz mislim, bom ostala v Sloveniji, zato po moje se ne izplača vrniti nazaj. Vem, kakšno je stanje, tako da boljše su mi možnosti za zaposlitev tukaj in boljše okolje, recimo za delati. Tako da ne mislim se vrniti nazaj. Mojca, si ti kadarkoli, ko si bila v Nemčiji, pomislila na možnost, da bi ostala v Nemčiji? Trenutno razmišljam sicer o nadaljevanju študija v tujini, vendar bi se želela vrniti v Slovenijo, ker pač osebno vidim problem v tem, da v Nemčiji sem recimo bila v stiku tudi z različnimi ljudmi, tudi v jezikovnem tečaju in to. In se mi zdi, da pač problem je, da recimo Nemčija tudi v medicini ali pa teh ima izrazito razvite tudi laboratorije, pogoje in sredstva. In recimo iz mnogih neevropskih držav, posebej recimo Irak, jemlje v bistvu najboljše, ali pa tudi recimo Južna Amerika, najbolj pametne ljudi, jih plačajo jim študij in seveda se ti ljudje za to delo odločijo, hkrati pa na drugi strani v bistvu upravljajo asistentsko delo, laboratorijsko delo in so v bistvu praktično skoraj 24 ur v službah, kar se mi zdi po eni strani, da je na nek način celo lahko že na meji izkoriščanja, čeprav po drugi strani imajo oni dosti boljše pogoje dela, ampak je problem zaradi tega, ker v bistvu potem ti najpametnejši ljudje iz teh držav odhajajo v Nemčijo, kjer jim seveda omogočijo kvaliteten študij in kvalitetne pogoje, vendar je pač za tisto državo, iz katere prihajajo, na nek način vseeno problem, ker izgubljajo najkvalitetnejše ljudi, ki bi tudi sami državi prinesli. Tako da vidim pač tu vseeno mogoče v nekem smislu tudi problemno. Sigurno prednost za samega posameznika, ampak splošno gledano pa se mi zdi, da mogoče je tudi potem v teh državah potem še manj možnosti za tako imenovan razvoj, čeprav je potem tudi tukaj seveda odvisno, ker je pa stališča posameznika, pa če ti država ne omogoča, pa imaš ti potenciale, je pa čisto normalno oziroma razumljivo, da ti greš ven in lahko razviješ svoje sposobnosti v normalnih pogojih, ki doma niso omogočene. Kako je to z vidika institucije, ki se dejansko ukvarja? Jaz bom raje povedal mojo osebno, zaradi tega, ker moje osebno razmišljanje, ker institucije v Sloveniji niti glede tega nimajo jasnega odgovora, pač imajo odgovor, koga bi pač poslušal. Jaz pa moram reči, da sem si to osebno dilemo zelo hitro razčistil. Če se lahko kapital, pa firme, pa multinacionalke selijo okrog, mi bomo pa imeli etično dilemo, zakaj se ljudje ne smejo, oziroma zakaj, kdo je zdaj tu prizadet. Nimam čisto nič te dileme in z veseljem pomagam čisto vsem, ki iščejo delo v tujini. Če bi zdaj poslušali na eni strani delodajalska stran tudi ob veliki zalogi brezposelnih še vedno ima pomisleke, ali naj spodbujamo zaposlovanje naših v tujini, ker njim seveda zadošča čim večja rezerva ob strani na ziher, na zalogo, če bi ga slučajno koga kdaj rabili. Seveda je to že od nekdaj, da migrirajo vedno najboljši. Splošne svetovne študije kažejo, migranti morajo za isti položaj, za isto plačo delati 30% več. Po drugi strani pa, če pogledamo okrog nas, pa vidimo, migrantov vedno uspeva. Zakaj? Zaradi tega, ker vidimo tisto, ki so tukaj ostali, ne vidimo tisti, ki so šli nazaj, ker jim tu v imigrantski družbi ni uspelo. Po drugi strani pa migrirajo vedno najboljši, najbolj samozavestni, najbolj delavni, z največjo pozitivno energijo, najbolj predrzni. Če bo kdo v šoli rekel, da je predrzna slabo lastnost, ga mi jaz vricum. Zaradi tega, ker pridnih imamo na zavodu čez glavo. Sigurno je potencialna nevarnost to, da najboljši odhajajo. Ampak govorim o potencialni nevarnosti zaradi tega, ker nevarnost bi bila šele, če bi najboljše kadre znali doma smiselno izkoristiti. Ko pa najboljši ljudje tudi doma ne dobijo priložnosti, morda ravno zato, ker so najboljši, pa nimam popolnoma nobene etične dileme in tudi siceršnje dileme, naj odidejo drugam. Po drugi strani
pa odhod in prihod nazaj usposobljenih ljudi je velika razvojna priložnost za države, od katere so prišli. Južna Koreja je svoj veliki gospodarski razvoj začela na povratku svojih ljudi, ko so odšli iz tujine. To je bilo v sredi 70-ih let. Jaz sem se z diplomsko nalogo točno se to temu ukvarjal v sredi 80-ih let. Oni so privabili svoje usposobljene ljudi nazaj, ampak ne s plačami, s pogoji za delo. Najbolj sposobnim ljudem so omogočili delati. Namenoma so jih izkoriščali, povedali so jim, da jih bojo izkoriščali ko hudič in ljudje so prileteli z veliko srečo nazaj zaradi tega, ker so lahko delali. To, za kar so usposobljeni. Za svojo plačo so delali zvečer na tržnicah. Ne univerzitetni profesori, ne zafrkavam se. Ampak to je potencialna priložnost, zaradi tega, ko se država pošlihta, bo brez skrbi dobre ljudi dobila nazaj. Če se pa ne, je pa čisto vseeno, kaj delamo. To je pa moje mnenje osebno. Zanima me vaše mnenje, če imamo kdo izmed vas mnenje ali pa vprašanje, komentar napovedano. Koliko izmed vas razmišlja o delu ali pa študiju v tujini v tem trenutku? Drugače ne bi tu. Kakšni so razlogi za to? Izhajajo razlogi iz tega, da bi rad dopolnjevali to, kar ste pridobili tukaj, ali pač so razlogi v tem, da bi rad Slovenije odšli, ker je situacija pač takšna, kot je? Ja, še samo mislim, da študentje v Sloveniji imamo kar dosti ugodnosti, od ugonov do ne bi rekla, da so študijski programi tako kvalitetni, ko se jih pač včasih prikazuje. No. Mislim, da smo še kar na nekem nivoju in kot sem že omenila, pač prednosti, kot so študentski ugodni, poceni stanovanja, ne vem, možnost študentskega dela, ne. Ampak po drugi strani pa pač jaz osebno sem se odločila, oziroma se odločila študij v tujini zaradi tega, ker tega študijskega programa v Sloveniji kot takega ni, ne. Tako da, samo zaradi tega. Pa drugod so mogoče samo to še to problem šolnine, ne. Moraš paziti pač, kam se lahko vpišeš. Tega še pri nas zaenkrat tu je. Se tle se mogoče pač tle so v pomoč razni programi Evropske unije, ki omogočajo potem tudi sofinanciranje študija, ne? Ja. Pač treba malo potem tudi dejansko uloviti neko ravnovesje med popolno svobodo izbire in potem tudi pač nekimi pogoji, ki nam omogočajo lažji prihod v študijo. Bi še morda kdo izmed vas delil z nami izkušnjo oziroma razmišljanje, zakaj razmišljate o študiju oziroma delu v tujini? Nekaj let nazaj sem pač glede na to, da se Evropska unija z raznimi programi, če se kdo pogumi kar roko gor. Ja, meni je predvsem pomembno to, da zamenjamo okolje, ne. To, kar ste vi govorili, gospod Markovič, prej o predrznosti in drznosti, ne. Predvsem je to pomembno, da iz nekega okolja, v katerem se navajen živeti celo življenje, preidem v nekaj drugega, ne. Kjer lahko pridobim kakšne nove izkušnje, novo socialno mrežo recimo in pa neko izobrazbo, ki je mogoče tle ne bi bil kot pa v tujini. Se pa strinjam glede tega, kaj je Nuša rekla, pač problem so šolnine marsikje, ne. Čeprav tle sem tudi optimist in se marsikje da rešiti na velik način. Jaz lahko rečem, da pač moji kolegi, ki so se odločili za študij v tujini, mislim, da so vsi rešili. Na različne načine sicer, bodi si s štipendijami, bodi si recimo z delom potem v tujini, ampak vsi nekako, če je bila želja res dovolj velika in ta predrznost prisotna, mislim, da ni nihče se vrnil nazaj poklepan, vedno so najdli pot do tega. Zanima me pa recimo, če se vidiš v tujini kot študent, boš potem ostal recimo v tujini ali bi se vrnil nazaj? Ja, zmer je to, da bi se rad vrnil v domače okolje, ne. Ampak, če bo situacija taka, bo pač ostal v tujini, ne. Odvisno. Ne razmišljam še tako daleč še prej, ampak bi bilo fajn malo delati v tujini, recimo, pa tudi nazaj prijeti, ne. Na stara leta, mogoče. Imam recimo lahko po imenu osebno izkušnjenega prijatelja, kot trenutno dela v Avstraliji že 4. leto in plan, ko je pač začel, ko se je odločil za to,
delo, sicer on je programer, računalničar, torej omejitve pri dobitvi zaposlitve so bile majhne, ker je zelo iskan kader. Je rekel tako, grem delati 5 let, zaslužim dovolj, da lahko prijem Slovenijo in si sredim hišo in potem pač nekako lagodno živim naprej življenje. In ko sem ga pred kratkim vprašal, kako uspeva ta načrt, je rekel, da glede, da so stroški v Avstraliji toliko večji in če tudi ima zelo dobro plačo, nekako ne uspeva toliko dati na stran, da bi ta načrt izvedel. Morda še kdo izmed vas razmišlja oziroma se že odločil, pa je na poti urejanja papirjev. Kot sem že prej začel, recimo, meni je zanimiva tudi ena teza, ki jo je postavil en kolega nekaj let nazaj. Evropska unija namreč že preko različnih programov že več kot 15 let izredno spodbuja in podpira mobilnost. In teza je bila, in to je pač tudi povezano z okoljem, v katerem smo, da na ta način Evropska komisija oziroma Evropska unija gradi evropsko identiteto. Kajti Evropa je bila močno zaznamovana z nacionalnimi državami, z nacionalnimi identiteti in ta kolega je pač postavil tezo, da s tem, ko podpira mlade, da se selimo med državami, da spoznamo druge kulture, na nek način gremo čez te meje in na nek način Evropska unija gradi državljane prihodnosti oziroma Evropejce prihodnosti, ki bodo manj obremenjeni z nacionalnimi identitetami in bodo bolj mogoče pristaši neke široke, velike evropske identitete. Zanima me vaše mnenje morda o temu. Bi mogoče začel z vama koncama. Se strinjate s to tezo, se ne strinjate, se vam to zdi res? Kako se vi počutite? Se počutite najprej mogoče, ne vem, Štajerke ali pa Bosanke ali pa Slovenke ali pa Evropejke ali pa Mariborčeke? Jaz osebno mislim, da sigurno ti taka izkušnja omogoči stik s kulturami, kar je super, ampak mislim, da po drugi strani še vedno ti, pa ne v smislu nacionalističnih, ker jaz sem glede tega izjemno odprta in zelo rada spoznavam nove kulture. Hkrati, ko se vrneš, nisi več isti kot si prej, zaradi tega, ker imaš druge izkušnje, druge stike, drugače lahko tudi vidiš, kako drugi ljudje dojemajo svet, ampak po drugi strani pa še vedno na nek način vseeno sodiš v neko svojo kulturo, ker so le neke značilnosti, ki so jasne mogoče samo tebi oziroma ki se tebi zdijo mogoče samoumevne, v tem stiku z drugo kulturo spoznaš, opa, pa ni tako samoumevno, kot se zdi samo po sebi, ni, ker si pač skozi bil v tem okolju. Ampak hkrati pa mislim, da bi pa čisto zdaj se zgradila neka evropska kultura, ne vem če, oziroma identiteta. Mislim, da je to težko, da si obenem širši si, kot si recimo, če ostaneš samo znotraj nekega zaprtega okolja, zaradi tega, ker nisi čisto isti več nikoli in se spremeniš, ampak hkrati, da bi pa čisto, ne vem, se spremenil in se zdaj dojemal, pa vseeno se mi zdi, da tudi ne, tako v tem smislu. Pa recimo sama evropska kultura je miks vsi kultura, znači i Slovenci, Bosanci, i Nemci, Italijani, vsi. Samo po meni je lepo da recimo ko ti greš zdaj študirati u tujinu, da si zadržiš to nekaj svoju kulturu. Opet da njeguješ i da poštuješ ostale kulture, da ih spoznaš, čisto da odpreš vidike, da spoznaš nove načine razmišljanja in tako. Samo bitno je da zadržiš ono svoje. Naravno ti bo se i tak spremenio, ampak vrede da se zadržiš to tvoje autohtono. Jaz se bojim, da k neki unifikaciji naše kulture več prispeva Hollywood, kot pa vsi evropski programi skupaj, pa mass mediji. Sicer fajn je, da se spodbuja, ampak na koncev v Evropi živi, ugotavlja, približno samo 2% ljudi v drugi državi, kot se je pa rodilo. Se pravi, ta splošna mobilnost je en tak lep mit, od katere pa pravzaprav realno ni prav dosti. Jaz bi se bolj usmeril v drugo smer. Ljudje imamo pravzaprav različne identitete in nacionalna je samo ena od naših identitet. Ključna identiteta je danes profesionalna identiteta. Recimo takole, če danes pridem na en srečanje v
eno drugo državo, prej bom imel več skupnega z mojim profesionalnim kolegom, kakor pa svojim sonarodnjakom, ki dela čisto neke druge področje. In mislim, da je skozi te evropske programe ali pa sploh naše razumevanje bolj pomembno to, da ene identitete ne jemljemo več tako zelo strogo resno. Recimo 150 let stari ameriški pregovor, tisto wrong or wrong my country, ne? Jebi ga, ni res. Osebno identiteto imamo, država pa dela zadnji po svoje. Ne? In to se mi zdi, da je da osebne identitete, da nam Evropa dopušča, da imamo osebne identitete, ne da se nas določajo nacionalne, verske ali pa kakšne druge, je tista naša svoboda. To je jaz doživljam. Vaše mnenje? Moje mnenje je, da so ti vsi evropski programi mobilnosti ful dobra zadeva, pač spodbuja evropsko državljanstvo, pa hkrati ohranijo neko nacionalno identiteto, svojo lastno, ne, pa pač aspekt neformalnega učenja je tudi zelo pomemben pri tej zadeva. Samo ne zajema, tam ste rekli, ne, dovolj velike mase ljudi, da bi premagali Hollywood, ne. Zdaj, zakaj je to krivo, je po eni strani pomanjkanje informacij, ker ljudje ne vejo o tem dosti, oziroma tisto, kaj vejo, je pa tako informacije, da se sploh ne da obadati s tem. Torej, pomanjkanje informacij ne zainteresira. Lahko mogoče samo moj komentar, da samo potrjujem. Danes, recimo, največji problem Evropske unije je brezposelnost mladih. To ste slišali. In Evropa bo namenila za brezposelnost mladih 8 milijard evrov. Ste kdaj slišali, da je kmetijstvo največji problem Evropske unije? Kaj mislite, koliko je denarja za evropske programe v tem podobju? 350. Tako da vemo, koliko je, samo potrjujem vaše, da kapital dela svoje zade in institucije temu podredi. Pomembne so pa stvari, kako se zgleda. Ne? In kapital je premočen. Ravno to, mogoče bi se vrnil potem tudi na začetek debate, kako sta se punci soočili s to odločitvijo. Zanima me, bodi si vajna izkušnja, pa tudi vaša, kako ste prišli do informacij? Menite, da so te programi dovolj dobro promovirani, bi morda bili mogoče boljše ali pa na drugačne načine, oziroma ali menite, da je to dejansko potem samo posledica apatije, da se nekako tako nasplošno govori o temu, da se nič ne ve, kateri so potenciali. Zanima me prav, morda vajna izkušnja, kako ste se lotili, ste šli na Google in začeli, pa ste šli do neke svetovalne službe in potem tudi seveda vaša izkušnja, kako pridobijate informacije. Zdaj za sam Erasmus program, jaz mislim, da je kar promoviran, da se tudi nasplošno pozna. Se mi pa zdi, da za druge recimo možnosti in programe pa ni toliko. Recimo sam Erasmus je res izpostavljen, medtem kot druge stvari pa dejansko se moraš res potruditi, da do informacij prideš, tako da jaz mislim, da bi še moglo več biti tudi glede drugih stvari, ne samo Erasmusa, ker sam Erasmus jaz mislim, da pa tudi večina študentov pozna, pa da je promoviran. Pač jaz sem se sama pointeresovala za aplikacijo in sem poiskala na spletni strani univerze v Mariboru, kaj se rabim, sem klicala, oni su mi tudi rekli kaj rabim, pač sem na koncu izpolnila to kaj sem trebala in sem predala. Samo sam ih prašala zaradi nostrifikacije, zato ker sam trebala nostrificirati svoju diplomu, pa su mi dali dokumente, katere rabim popolniti in predati v univerzo za nostrifikaciju in to je bilo to. Tako da po moje je kar v redu. Recimo, če si želiš, si lahko poiskaš in se potrudiš da najdeš to, kaj rabiš. Ko se vam zdi, kako ste vi informirani, če vam rečem Leonardo da Vinci, ok, Erasmus je res Grundtvig program, Leonardo da Vinci, Mladi v akciji, vse to so stari programi iz prejšnje perspektive, vendar vam posvetijo lučke, ko vam to prvič slišite, ste že slišali, poznate, oziroma kako dostopite do informacij? Jaz osebno poznam te stvari pač zaradi ene dela nevladne organizacije, ki se ukvarja s tem. Ampak se mi zdi problem pri tem tudi formalna izobrazba, ne? Vse to, kaj ste zdaj vi rekli, ne, noben profesor v tej zgradbi ne bo promoviral. Ne bo rekel, to je pa zdaj dobra zadeva, študenti je mogoče pa tu grete zdaj na nekaj takih. Ne. In
se mi zdi, da ljudje, pač se jim to zdi, kaki gundi, kaj to je zdaj, kam je za to vodo. Če pa vam zdaj to diplomo naredil, pa bom tisto, kaj ste vi na vodu rekli, pa bom mama zadovoljna. Kakšno je recimo vaš pogled na to vprašanje? Ja, jaz osebno mislim, da je še vedno odločno premalo. In odločno premalo zaradi tega, ker vsi ahtamo svoj vrtiček. Mi smo Everest, sicer sodelujemo z Da Vincijem, sodelujemo z Erasmusom malenkost manj, seveda ga, ker bom rekel, uporabniki, ali kaj so na koncu potem se pride, hvala Bogu naši, ker ti za izkušnji za veliko manj strahu išče v tujini, ampak še vedno smo, jaz mislim, da bi bilo to idealno, če bi bila v ena institucija, ne pa da je ker na koncu meje se vedno naredijo med mejami institucijami, tam se postavijo meje. Jaz imam službo, jaz imam tale del, jaz ahtam ta denar in zaradi tega, če se to spravlja pod eno streho, bi bilo potem bolj ajfo, po mojem. S tem potem spet končamo na tistemu, ko ste že rekli, energičnosti oziroma neotesanosti oziroma predrznosti. Mislim, da ljudje, tisti, ki smo ali pa ki ste predrzni, smo tisti, ki potem si upamo morda malo več googlati, malo več spraševati, kot se prideti na tudi take dogodke. Se jih dobiš tudi po glavi? To šteje zraven. To spada potem v kompetenci, mogoče veš, kako se umakniti pravočasno. Ja, kar ne ubije, ukrepi. Jaz bi počasi zaključil morda to debato, če imam še kdo izmed vas ali pa gosti in gosta. Dovolite samo eno stvar. Samo eno stvar bi pozoril. Pomembnost osebnih dokumentov. Če si v Sloveniji, to ni problem, če greš v Avstriji, ni problem, če pa greš v drugo državo, je pa zelo velik problem, če nimaš osebnih dokumentov. To je potni list, osebna izkaznica, zdravstveno zavarovanje. Če greš samo kot turist, ali pa če greš študirati, zdravstveno zavarovanje porihtati, nažalost iz izkušnje vem, da te lahko stane če nimaš kartice evropskega zavarovanja, tudi 27 €, kar je treba plačati. Tako da evropsko kartico zdravstveno zavarovanje s sabo nositi pa osebne dokumente, če greste v državo, kjer se bojite, da vas lahko ukradejo, nosite overjene kopije dokumentov, pa jih imejte spravljenih v sefu. Samo to sem hotel reči. Pa morda še vi dve, tako dajte pripričati študenti, zakaj je to študirati v tujini. Jaz mislim, da je res super izkušnja. Zdaj, če je študijsko, ali verjetno tudi zaposlitveno, sicer te osebne izkušnje nima, ampak mislim, da ti sigurno da veliko, da ti odpre dosti novih pristopov, vidikov, tudi naučiš se recimo, kaj so prednosti doma, kaj so prednosti v tujini, spoznaš mnogo ljudi, soočen si z različnimi kulturami, z jezikom, z okoljem, sam sebe preizkusiš, v bistvu se tudi spoznaš, zaradi tega, ker točno vidiš, kaj ti je recimo pomembno, opaziš recimo določene stvari, ki jih prej samo sebi nisi vedel. Tako da je večplastno je v splošnem res pozitivna izkušnja in jo priporočam vsakemu od vas. Ja, tudi izgradiš sebe kot osebo. Se boljše spoznaš, po mojem. Pač ja ne morem zdaj povedati, kak je to, ko študirate, ne vem, v Angliji, Italiji, zato ker študiram tu v Sloveniji, ampak z moje strani bi bilo, mislim, grejte probati. Odite, vidite, če vam se zdi fajn, če vam je v redu, če je to za vas najboljša zadeva, da ostanete recimo v zemlji, v kateri ste nadaljevali študij ali, mislim, izobrazbo, pač ostanite. Kud vam je bolje, tu ostane. Jaz imam tudi recimo prijateljico, ki je pa se odločila, da je v bistvu, da se v tujini ne najde in je boljše biti doma in je v bistvu potem tudi spoznala, da se ji zdi, da za tujino ni, tako da mogoče so izkušnje različne, da niso vedno zdaj obarvane tako, ampak v bistvu spoznaš to, ker če pa nisi soočen in vržen v drugo okolje, ne veš, potem pač imaš tam priložnost, ali splavaš ali ne splavaš, to je zdaj pa odvisno, tudi okoliščine od posameznika. Ja, to je tudi odvisno od sebe, kako se oseba snajde v tujem okolju, tako da. Moja hčer je pa dobila zaposlitev po koncu študija ravno na račun študija v tujini oziroma diplome v tujini, sicer je bila v angleščini, Prešernove nagrade ne moreš dobiti, če v angleščini, ker mora biti napisana v lepi slovenščini, ampak je bi ga ni to najhujša stvar.
Tako, morda še kdo izmed vas, vprašanje še za konec, zaključno misel. Sigurno bo tudi zdaj čas ob manjši pogostitvi, da morda bolj neformalno poklepetati z gosti. Zahvalil bi se Društvu študentov sociologije Maribor, Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in seveda gostom in gostjam in vam, ki ste se odzvali na povabilo. In s tem tudi uradno zaključujem današnjo okroglo mizo mobilnost študentov, kaj ponuja Evropska unija. In sicer tudi pa najlepša hvala dr. Bojanu Nosilu za čas, ki ga je odstopil v tej predavalnici v okviru predmeta socialna psihologija in upam, da smo odgovorili vsaj na delček vprašanj, ki se vam porajajo, ko razmišljate o študiju oziroma v mobilnosti znotraj Evropske unije. Hvala še enkrat.